Črni Kal ni poznan le po dobri plezalski lokaciji, ampak tudi po cerkvi svetega Valentina in pa čudovitem razgledu. Prvotna cerkev v Črnem Kalu je bila posvečena svetemu Lovrencu. Ta bi naj bila sezidana med letoma 1461 in 1490. Potem so pa to cerkev porušili in zgradili novo, posvečeno svetemu Valentinu. Ob cerkvi svetega Valentina pa stoji prosto stoječi zvonik, visok kar 22 metrov, ki pa se je zaradi plazovitega terena nagnil za več kot 1 meter proti zahodu. Notranjost cerkve je posebna tudi zaradi glavnega oltarja, ki je v roza in belem marmorju, ter renesančni elementi, kot so vrata in okna, ki so vse iz starejše cerkvene zgradbe. Nahajamo se v cerkvi svetega Valentina v Črnem Kalu, ki je ena izmed podružnic predloške fare. Jaz sem tukaj župnik, Milan Stepan, 45 let sem že tukaj, sem duhovnik, tukaj pa sem že 29 let. Značilno za to območje je, da se pod kraškim robom zemlja podaja in zato so tudi stavbe velikokrat prizadete. Tudi ta cerkev je bila še pred 20 leti skoraj v ruševinah, tako da pozimi vse šklepetalo. Leta 2012 naj bi bila 100-letnica te cerkve in smo se 10 let pred njo začeli pripraviti, da bi obnovili, in danes je tako obnovljena. Shode imamo za svetega Valentina, za svetega Luka in za svetega Lovrenca. Ena izmed značilnosti te cerkve je pravzaprav zvonik, ki visi že toliko let in je pripet zajlo. Ne zato, da se ne bi porušil, ampak zato, da ni toliko vibracij. Značilni je tudi križev pot, ki je bil včasih na fari, potem pa je bil tukaj ležal za oltarjem in smo ga obnovili. In zanimivo je, da se je na 2 križih potih slikar tudi podpisal. Podpisal se je kot nesrečni človek. Doma pa je bil iz žirov. No, to bi bilo največje srečanje tukaj je prav za svetega Valentina, ko smo začeli v okviru obnove cerkev pripravljati srečanje za družine oziroma za zakonske pare in pa tudi za zaročence. In je prišlo začetka tudi čez 100 parov k blagoslovu po sveti maši. Zdaj po covidu se to nekaj zmanjšalo, a še vedno pride čez 50 parov prav posebej k škofu po blagoslov. Drugače sem doma, torej moj oče je doma tu blizu iz Stepanov in je bil tudi krščen v moji župniji. Tako da sem napol domačin. Tukaj sem že, kako sem rekel, 29 let. Župnija ima dolgo življenjsko dobo. Omenjena je že leta 1067, vendar se vse listine niso ohranile. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Dejansko res, ta župnija je zelo stara, rečemo tudi prafara. Včasih se je klicala Loka ali Lonke. Po vojni je nastala tudi novo naselje, zato je zdaj Predloka. Po razpadu Italije so prišli sem Nemci in so začeli vasi požigati. To je bilo 2. oktobra leta 1943 in so požgali tudi cerkev v Loki, to je cerkev svete Cecilije, in v tej cerkvi je župnik, misleč, da se bodo listine tam bolj varne, jih je pripeljal iz župnišča v cerkev svete Cecilije. Dejansko, ko so Nemci videli v cerkvi tudi razne velike cule, ki so bile namenjene Tržačem, naše ženske so v Trstu prale meščanom, in so jih potem bili zloženi. Nemci so računali, da to je za partizane in zato so zažgali cerkev
in torej z njimi so zgorele tudi vse listine, torej vse matične knjige in ostale knjige. Ostal je samo še en zveščič, ki je bil verjetno v zakristiji v cerkvi. In noter je nekaj, župnik si je zapisoval tako namesto gledati televizije, ki ne bilo, si je zbiral razne cukrčke preko iz teh knjig in je potem zapisoval razne podatke, naprimer, kateri so priimki, odkot so ti priimki, koliko je bilo prispevkov, se reče bire tukaj, kaj so ljudje pridelovali in take zanimivosti, da nekaj malega vemo tudi iz zgodovine. Zvonik se je nagnil ravno zaradi plazovitega terena. Je takšen teren bil kriv tudi za to, da se je porušila prejšnja cerkev svetega Lovrenca iz leta 1680? Najbrž tudi to. Iz zapiskov vemo, da ta cerkev je bila kar naprej se popravljali. Bila je veliko manjša, se pravi kot ta. In dejansko je prišlo do tega, da ni bilo več mogoče popravljati, ni bilo smisla popravljati in dejansko so jo zrušili. Okrog nje so zgradili sedanjo cerkev, s tem so tudi ukinili pokopališče, ki so ga potem prestavili malo više nad vasjo. In portal od prejšnje cerkve, ki je bila posvečena svetemu Lovrencu, je sedaj pri stranskih vratih. V glavnem oltarju pa je tudi še sveti Lovrenc. Sveti Valentin pa med drugim velja za skrivnostnega svetnika, ki je živel v 3. stoletju. O njegovem življenju pa kroži več legend. Katera je vaša najljubša? To je zanimivo. Ko sem prišel pred 29 leti, nekje sem dobil en star časopis Primorske novice, ko so spraševali, če se praznuje sveti Valentin, in so rekli, noben za svetega Valentina ni ne maše, noben ne pride. Tako da ni bil tako počaščen sveti Valentin. Dejansko tudi sveti Valentin, mislim, da v slovenskih krajih je bolj veljal za zavetnika proti božjasti. No, tukaj v Istri pa ga imajo kot znanilca pomladi. Mu reče tudi Valentin, prvi spomladin. Oziroma je tudi še en drugi tak rek, sveti Valentin obesi kvrtalač na rampin. Bolj po slovensko bi se reklo, sveti Valentin obesi srp na kljuko. To pomeni, da s tem se je začelo delo po njivah, po vinogradih. In tako dejansko velja še danes, da ga imajo starejši ljudje bolj v tem pomenu kot zavetnika zdravja, kot pa recimo za zavetnika zaljubljencev. Pa pride cerkev pogledat veliko turistov ali pa veliko plezalcev? No, zanimivo, odkar je cerkev obnovljena, oziroma ko smo se začeli pripravljati na to obnovo, niti ni bilo kaj dosti zanimanja, ker je bila zunaj revna, noter še bolj. Streha tudi je bila še trnitna, se pravi s časov, tudi okrog leta 60 se je streha porušila in je potem župnik tako v tistih časih z velikimi težavami popravil, torej cerkev prekril. Ampak potem, ko smo začeli gledati, kako bi zbirali sredstva za to cerkev, smo rekli, pa dajmo, že tako prihaja sveti Valentin, kot se uveljavlja kot zavetnik zaljubljencev, pa dajmo povabiti zakonske pare in zaročence. In dejansko res se je začelo zbirati, bi rekel, na nedeljo po svetem Valentinu. Včasih prije to na pustno nedeljo, včasih pa že je postni čas. No, je bilo vse polno zakonskih parov in potem tudi drugih, tako da je bilo še, tudi zunaj je bilo veliko vernikov. In tako da smo
naredili smo tako, da po maši je pristopil k škofu, ponavadi je bil skoraj vedno škof, ali pokojni škof Metod, ali pa potem škof Jurij, da so prihajali pari k njemu in potem vsakega posebej blagoslovil in potem je vsak dobil tudi en spominček. No, na ta način, bi rekel, je postala tudi popularna ta cerkev, tako da prihajajo včasih skoraj bi rekel bolj romarji, da se ustavijo tukaj pri Svetem Valentinu, ker bojo dejansko skoraj iz glavne ceste peš, ker avtobus ne more iti skozi ali pa zelo težko. Torej pridejo sem, potem pa prihaja tudi, kako bi rekel, verjetno plezalci, niti ne toliko. Plezalci so malček bolj posebni, ki jih bolj zanimajo stene. Ampak so pa tudi drugi, veliko kolesarjev gre mimo, tudi veliko pohodnikov. Tako da se ustavijo, vse si ogledajo cerkev, se zanimajo, veliko kako je s to cerkvijo. Tako je, kar nekaj obiska je. Gospod Milan, zakaj ste se pa vi odločili za duhovniški poklic? Jaz bi rekel, da kakšnega posebnega nagiba ni bilo. Pač kot otrok sem rad sodeloval pri Sveti maši kot ministrant. Takrat televizije še ni bilo toliko dosti. In tudi prišel tudi župnik, ki nas je fante zbiral, tam smo se učili ministrirati, smo se potem tudi igrali, on je razne igre nabavil, recimo tudi ping-pong, in tam smo se zbirali. In potem je tudi on povabil, če bi šel v Sebenišče v Vipavo. In dejansko se na to pristal, čeprav sem imel že druge možnosti in da bi šel tudi v gimnazijo Postojna, tam zraven bi rekel stanujem iz Prestranka, bi se lahko vozil tudi celo s kolesom v gimnazijo, dobil štipendijo, ki je bila takrat redko. Ampak potem se je pot obrnila v to smer in mi ni žal. No. Hvala, da ste si vzeli čas in hvala za to krasno predstavitev cerkve. Prosim in hvala lepa, da ste prišli.